Še malo bom tečna, poglejte, vseeno gre za vendarle družino politika enega najvplivnejših politikov v državi, kjer so dolgovi zastarali, medtem pa recimo pri podjetniku, ki sem ga na začetku omenila, pa tam pa ni bilo te sreče, ne, da bi mu dolgovi zastarali, ampak ste mu prek sodišča rubili edino stanovanje, ki ga je imel. Torej, ali vendarle ne govorimo tukaj o neki dvojni državi? Absolutno ne. Ampak zakaj ste potem pustili? Vsak primer je drugačen. Vsak primer je drugačen. Morate vedeti, da pri teh kompleksnih primerih, v katere mi vlagamo bistveno več časa in energije kot v majhne primere, pri teh kompleksnih primerih gre za situacije, ki so zapletene, ki ste jih tudi nekaj predstavili v vaši oddaji, kjer je treba dokazovati, izpodbijati določene posle, dokazovati fiktivne posle, dokazovati povezave med povezanimi osebami. In to ne na tak način, kot ste jih predstavili tukaj danes v oddaji, ampak na sodišču, kjer je treba vsako trditev dokazati z dokaznimi standardi, ki niso taki kot tukaj. Jaz si želim, da bi tudi tele stvari, ki ste jih danes tukaj predstavili, dobile sodni epilog, ker šele potem bomo vedeli, kje smo. Zakaj ste pustili, da je dolg zastaral? Vse veste, da ne smem niti komentirati konkretnih... Ker večina državljanov te sreče nima, ne, da bi jim davčni dolg zastaral. Vi veste, da je zastaral. Tako so pisali mediji, ne? Ja, tako so pisali mediji. Zelo se pravim. Več situacije pri teh primerih, ki ste jih našteli, konkretnih stvari pa ne smem razkrivati. Ja. Ampak nekatere stvari pa lahko povem, so bile tudi na drugostopenjskem organu, so bile na sodiščih.